Dober dan, moje ime je Gabriel Maček in danes vam bom predstavil nekaj artiklov, ki so potrebni za zalivanje vašega vrta oziroma cvetličnih lončkov. Vsak zalivalni sistem se praktično začne na pipi, zato uporabljamo programska ura, ki jo pritrdimo na pipo. Na vsak programator moramo pritrditi regulator pretoka. Ta nam služi, da zmanjša pritisk in je v našem zalivalnem sistemu od 0,7 do 1,3 bara. Samo uro krmili alkalna baterija 9V, ki vam bo služila nekje 2 leti. Seveda s tem, da uro pozimi odstranimo in jo damo na toplo. Ko imamo pritrjeno uro in pa regulator pretoka, enostavno samo pritrdimo hitro spojko, na katero že lahko pritrdite vašo cev in jo pripeljete do vaše želene lokacije. Ali je to rastlinjak, ali je to visoka greda. Za samo namakanje imamo na voljo 2 vrste cevi. Tršo, tako imenovano drip line. Cev ima na 30 cm luknje in na vsaki luknji imamo pretoka 2 litra na uro. Imamo pa tudi tako imenovano retape cev, imenuje tudi enoletno, ker je dosti cenejša in praktično se mora zamenjati vsako leto. Ta ima luknje na 20 cm in vsaka da na vsaki luknji liter na uro. V samem rastlinjaku se največkrat uporablja alkaten cev. Tukaj imamo recimo primer z spojko, ki je enostavno objemka, jo enostavno namontiramo na cev, z vrtalnikom zvrtamo luknjo, v ta odjemno mesto pride zasun, ventil. To je zato, da če bi imeli vi v rastlinjaku več linij, lahko posamezno linijo zapremo, kadar nimamo posajenih rastlin. Na koncu seveda lahko mi razdelimo na več delov. Imamo tako imenovane T-kose, popolnoma enostavno za sestavljati in si lahko razpeljemo več linij. Na koncu vsake linije je potrebno dodati še čep, da nam pač voda ne teče po rastlinjaku. Ker smo dostikrat odsotni, sta recimo zanimiva tudi seta za zalivanje rož. Imamo različne kombinacije, ta dotični je za 12, večji za 20 rož. To je pomembno samo to, da vse rože damo na en prostor, ali balkon ali pa sobo, kjer smo si zamislili zalivanje. Komplet vsebuje tako alkaten cev, priključke in pa manjšo cev, ki jo razvedemo do samih rastlin. V setu je ravno tako razbremenilec tlaka, ki sem ga omenjal v prejšnjem sistemu, čepi, razvodni kosi v alkaten cev, ki je priložena z luknjačem, ki je priložen v setu. Naredimo luknjo. Pri vsakem zalivalcu je pritrjen spojni element, ki ga vtaknemo v luknjo. Nato pa do posamezne rastline napeljemo tanjšo cev, ki je ravno tako v setu. Drugi del pa enostavno pritrdimo na kapljač. Na kapljaču imamo tudi možnost regulacije pretoka vode od 2 do 10 litrov in kapljač enostavno dodamo k posamezni rastlini. Kot rečeno, samo potrebno je imeti vse rastline v enem prostoru. Prav tako bi rad omenil še naše nove proizvode, blagovne znamke Ramda, samonavijalni koluti različnih dimenzij, priključki hitre spojke, kompleti za nemoteno delo. Tako, to bi bilo z moje strani vse. Upam, da ste danes dobili nekaj enostavnih nasvetov, kako na čim lažji način oskrbeti vaše rastline in pa cvetlice v času, ko niste doma.